Spoštovana družina Oman, sprejmite, prosim, izraze globokega sočutja in sožalja v mojem imenu, v imenu vsega slovenskega naroda, slovenske države in vseh njenih ljudi. Žalni zbor. Slovenci zelo redko koga pripoznamo za narodnega buditelja. Zelo redko, ker je to skoraj največ. Buditelj namreč premore izjemno moč, da prebudi ljudi. Skoraj dobesedno jih zbudi iz politične zaspanosti ali otopelosti. Prevzame jih s prepričljivo vizijo in z močno osebnostjo. Ivan Oman je bil narodni buditelj. Najprej in predvsem je bil Ivan Oman zelo pošten človek. V vseh ozirih. Samo tako je lahko neko zelo drzno politično zamisel predstavil ljudem. In zaradi njegovega poguma so mu ljudje sledili. Ob zori slovenske politične pomladi je razumel čas in je razumel hotenje ljudi. Dal je svoj močan, oseben pečat. Ivan Oman je imel politično vizijo demokracije in ustanovitve samostojne slovenske države. Ker je bil, kot rečeno, pošten in nikomur v nobenem oziru nič dolžan, je lahko brez slehernega strahu o tem pogumno nagovoril ljudi. In ideje je izpričal iskreno, enostavno, kratko in jasno. Celo z današnje perspektive se zdi osupljivo, kako je lahko nekdo nagovoril sprva kmetsko prebivalstvo, da je reševanje njihovih vsakodnevnih skrbi predstavil kot strateško vprašanje uvedbe demokracije in ustanovitve samostojne države. Čeprav se je sprva zdelo, da za aktivne demokratične spremembe nagovarja predvsem kmetsko prebivalstvo, je v resnici posegel vse nas. Postajal je ljudski tribun. Ljudski v najbolj žlahtnem pomenu te besede. Slovensko politično pomlad je potem razživel. Bil je spontan, jasen in odločen. Mnogo bolje od drugih je razumel stisko običajnega človeka, ki ga nagovarja, da tvega in da spremeni tako rekoč vse. In tu je nastopila posebna pomembnost, celo odločilnost njegovega osebnega značaja. Bil je strpen in potrpežljiv, razumevajoč za dvome in drugačna stališča glede teh pomembnih vprašanj. To je v ljudeh dodatno poglobilo zaupanje v njegovo voditeljstvo. Ivan Oman je bil ena osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in osamosvojitve, eden od ustanovnih očetov naše ljube Slovenije. Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja, odprtega in mehkega srca. Ivan Oman je bil in za vse večne čase ostaja naš narodni buditelj. Spoštovani gospod Oman, naj se slednjič obrnem še k vam osebno. Zelo sem se potrudil, da bi bil ta govor jasen in kratek. Pri vas namreč ni bila nobena beseda odveč. Oba s pokojnim profesorjem Bučarjem sta imela to strašno navado, da sta, če je govornik naredil v stavku vejico ali podredje in želel nadaljevati,
dostikrat pogledala v zrak, kot bi se spraševala, zakaj človek toliko govori, pa še ni nič povedal. Težko je biti kot vi kratek in jasen, ter zlasti zapletene ali težke reči povedati na enostaven način. Vi ste to znali. Zaradi tega ste prevzeli status narodnega voditelja in ljudskega voditelja in tudi glede tega ste nam in nam boste večno velik navdih. Sprejmite, gospod Oman, izraze naše iskrene hvaležnosti. Naj vam bo lahka slovenska zemlja.